Vsakič, ko se lotevam testiranja avtomobilov, se najprej usedem v avtomobil, odpeljem nekaj kilometrov in šele potem grem gledati tehnične podatke, se pravi, koliko ima konjev, kakšne so pospeški, kakšna je cena. Zato, ker na ta način mi avtomobil govori neobremenjeno, oziroma jaz občutke o avtomobilu sprejemam neobremenjeno od podatkov. No in pri tem avtomobilu, pri novem Nissanu Qashqaiu, pa so moji občutki zatajili. Namreč jaz med vožnjo nisem zaznal, da ima ta avtomobil pravzaprav CVT menjalnik. Brezstopenjski oziroma neskončno stopenjski menjalnik. Se pravi, gre za menjalnik, ki je v svoji tehnični osnovi sicer nekaj zelo pozitivnega, zato ker nam omogoča, da imamo v vsaki vozniški situaciji idealno prestavno razmerje. V praksi pa ta menjalnik pogosto se pokaže kot zelo nadležen menjalnik, zato ker tuli. In zakaj nisem zaznal, da ima ta avtomobil CVT menjalnik? No, zato, ker ta brezstopenjski menjalnik pravzaprav prestavlja stopenjsko. Brezstopenjsko namreč ta menjalnik prestavlja samo pri res umirjeni, počasni vožnji. Voznik niti ne zazna, kaj se dogaja spodaj tam v menjalniku. Ko pa si voznik privošči dinamično vožnjo, se pravi, ko pritisne na gas, takrat pa menjalnik postane klasičen, športen, stopenjski menjalnik. Stopnje pa so inženirji določili samo s programsko opremo. In te elektronsko določene prestave voznik uporablja tudi v ročnem načinu prestavljanja. Se pravi, ko uporablja te obvolanske ročice za prestavljanje. Ampak veste, če je kriterij dobrega samodejnega menjalnika v tem, koliko ima voznik potrebo po uporabi teh gumbov za ročno prestavljanje, no potem je ta menjalnik zelo, zelo dober. Praktično nismo imeli želje, nismo čutili potrebe, da bi jih uporabljali. In nasplošno lahko rečemo za ta avtomobil, da je ta hip eden bolj celovitih paketov, ki jih lahko voznik dobi v tem avtomobilskem razredu. Avto namreč nudi izredno veliko mero udobja, pa hkrati tudi dinamične vožnje lastnosti. Dobi primerno prostornost, pa hkrati tudi atraktiven videz in celoten nabor vseh aktualnih asistenčnih sistemov. In s tem, ko rečemo, da je ta avtomobil pravzaprav en najboljši paketov ta hip, bi lahko video pravzaprav zaključili. Ampak ne, predlagam, da spustimo špico, pa si ga pogledamo v detajle. Torej, pred nami je avto, ki je leta 2006 svet avtomobilizma obrnil na glavo. Namreč takrat je Nissan svoj klasičen kombi-limuzinski model nadomestil kar s SUV-jem. Se pravi, odločil se je za potezo, da je s terenskim avtomobilom pravzaprav nadomestil tisti optimalni avtomobil, družinski avtomobil, ki lahko ustreže praktično vsem potrebam. Ampak potem so prišli tekmeci in tekmeci so ta koncept, te optimalne SUV-je naredili bistveno bolj čustvene. Racionalni Nissan je sčasoma izgubil tempo s tekmeci. Ampak zdaj v tretji generaciji ta Nissan vrača udarec. Avtomobil je definitivno zelo, zelo atraktiven. V času testa so se za tem avtomobilom ves čas obračale glave in atraktivnost zaznavamo tako od zunaj, kot tudi v kabini. In v kabini je zelo svež, sploh s to dvobarvno kombinacijo in pa s tem gigantskim steklom na strehi. Sploh vam bo Qashqai všeč, če ste za bolj klasičen tip upravljanja z avtomobilom, s vrtljivimi gumbi in pa s klasičnimi fizičnimi stikali za klimatsko napravo. Gumbov je res veliko in to godi. V tej dobi digitalnih avtomobilskih kabin to predstavlja pravo popestritev. Je pa dejstvo, da nam Nissanov infotainment nekako ni najbolj intuitiven, zato smo zelo hitro preklopili na CarPlay, ki v tem avtomobilu deluje brezžično. Ena podrobnost, pričakovali bi, da bi pri tem brezžičnem polnjenju bila tukaj kakšna zanka, ki bi držala telefon pri miru, zato da se med vožnjo telefon ne bi premikal in bi brezžično polnjenje potekalo nemoteno. Prostornost je dobra, ampak takšno prostornost, takšno družinsko prostornost lahko dobite tudi pri tekmecih. No, všeč pa nam je
prtljažnik. Ta prtljažnik sicer svoje litre skriva prek dvojnega dna, všeč pa nam je ta sistem pregrajevanja. In všeč nam je tudi dejstvo, da lahko to dno preprosto obrnemo in tako uporabimo v takšni obliki, ki jo seveda bistveno lažje očistimo. Štirikolesni pogon je seveda fajn in s 1500 € doplačila je nekako realno ocenjen, ampak ne pozabimo, da Qashqai že v svoji osnovi že leta 2006 ni bil mišljen kot pravi terenec, ampak zgolj kot nadomestilo za kombi limuzino. Ampak čas je, da pogledamo tudi motor. Ta je dokaj majhen, 1,3-litrski bencinski turbomotor, pri katerem pa smo pričakovali nekoliko nižjo porabo, 7,7 litra. In ponavadi smo rekli, da dizelski motori nekako izgubljajo smisel, zato ker bencinski motori postajajo vse bolj varčni. No, v tem primeru, v Nissanovem primeru, dizelskega motorja sploh ne dobimo več, bencinski motor pa ni najbolj varčen. Glede na to, da je majhen, naj spomnimo, da svojo žejo še posebej močno izrazi pri dinamični vožnji. Naj spomnim še to, da gre za blagi hibrid, se pravi pri nizkih hitrostih en del, recimo pri manevriranju in parkiranju, opravi elektrika, ampak ta elektromotor ima včasih manj energije kot recimo pri tistih 48-voltnih blagih hibridih. V tem primeru govorimo samo o 12-voltni napetosti. Naj pa spomnim, da se obeta tudi Qashqai, pri katerem bo kolesa poganjala izključno elektrika. Elektriko pa bo zagotovil bencinski motor, ki ne bo imel funkcije poganjanja koles, ampak zgolj preko delovanja pod stalnimi vrtljaji zagotavljanje električne energije. Qashqai e-Power bo pri nas spomladi. Imamo pa že video za vas, ki vam bo bolj natančno razložil, kako ta stvar deluje. Tukaj zgoraj. Matrični žarometi so sicer funkcionalno super in jih res priporočamo, ampak od njih smo na neosvetljeni podeželski cesti pričakovali, da bodo svetili dlje. In 360-stopinjski pogled je super, ampak želeli bi si, da bi se ta prednja kamera prižgala samodejno, takrat, ko bi se mi približali oviri, ne da bi bilo potrebno pritisniti na tale gumb kamera. Vožnja je pozitivna plat tega avtomobila. Avto je bistveno bolj čvrst, se v ovinkih ne nagiba tako zelo, predvsem pa je zelo tudi udoben. Nadpovprečno tih v kabini, se pravi, imamo dvojni karakter. Prav pozna se, da so pri Nissanu poslušali kupce in lahko rečemo, da je Qashqai postal bistveno bolj evropski. Svojo modernost pa Qashqai dokazuje tudi z asistenčnimi sistemi. ProPilot nove generacije je bistveno bolj pozoren, recimo sistem za zaustavljanje v sili je pešca prepoznal in ustavi bistveno prej, kakor pa smo bili doslej navajeni, se pravi ne tik pred pešcem. In avtomobil ponuja tudi prediktivno vožnjo, se pravi, da se odziva na prometne omejitve, se pravi, ko zazna znak za prometno omejitev, takrat bo nastavljeno hitrost aktivnega tempomata samodejno znižal oziroma zvišal glede na omejitev, ki jo ponuja prometni znak. Ampak to deluje samo na avtocesti. In potem smo pri ceni. Optimalno opremljeni Nissan Qashqai stane dobrih 30 000 €. In čeprav gre za primerno ceno za takšen avtomobil, sploh glede na tekmece in pa glede na trenutne razmere, pa seveda še vedno govorimo o dokaj visokem znesku, absolutno gledano. Ampak relativno gledano pa znajo pri Nissanu to visoko ceno kar nekako bolj približati. Seveda s finančnimi produkti, z leasingom, ki mu žargonsko pravimo kar buyback. Gre pa seveda za tip leasinga, pri katerem se vi že v štartu odločite, da po obdobju uporabe avtomobila ne boste več avtomobila uporabljali, ampak ga boste vrnili. In zato vam bo leasing hiša na mesečne obroke razdelili samo znesek, ki paše k vašemu obdobju uporabe avtomobila. Kako to gre v praksi, imamo posebno zgodbo za vas in predlagam, da je zgodba o buybacku vaš naslednji klik.